Tokrat v občinskem informatorju. Na Muti svečano odprli nov vrtec. V Radencih odprli 3 nova športna igrišča. Na Sestržah odigrali zanimiv turnir v ročnem nogometu. V Majšperku so imeli spominski turnir v košarki 4x4 in družinski odklop. Rogoška noč s kuhanjem rogoškega lonca. Odprtje razstave 2 likovnih kolonij v kreativnem centru Breg. Na Desterniku za otroke pripravili zabavno in izobraževalno predstavo. Župan in podžupan Majšperka sprejela maturante, diplomante in magistrante. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v občini Muta, kjer so minuli konec tedna slovesno odprli nov vrtec, ki otrokom ponuja sodobne in prijazne pogoje za varstvo, igro, učenje in ustvarjanje. Na Muti so na nov vrtec čakali več let, zato so bili že izjemno veseli ob začetku gradnje, ob odprtju pa še bolj, zato so tudi naredili veliko slavje. Vrtec je bil s 1. septembrom 2025 predan v uporabo. Odprtje današnjega vrtca je eno samo veselje, sreča in uresničitev tistih želja, potreb, pa tudi skritih želja, kaj lahko naredimo za otroke najboljše, kako jim lahko zagotovimo prostor, ki bo svetu, v katerega bodo otroci radi vstopali. Vključili so rekonstrukcijo in rešitve starih delov objekta, ki niso več ustrezali potrebam, da bi prostor postal varen, prijeten, spodbuden za otroke in zaposlene. Mi smo s tem vrtcem pridobili zbornico, kar je prej nismo imeli, kar je posebno veselje za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Mi smo dobili senzorno sobo, smo dobili prostor za svetovalno delavko in to so stvari, ko se sploh ne da opisati vse sreče, ki je bila že, ko smo spremljali gradnjo vrtca. Med posebnostmi vrtca izstopata kuhinja, kjer bodo otroci imeli prve kuharske izkušnje, ter seveda oprema samega vrtca. Dala idejo, da bi otroci, ki izredno radi kuhajo in ustvarjajo, lahko res sami, na njem prilagojenem pohištvu. In to lahko vidite v našem vrtcu. 8-oddelčni vrtec je prostor varnosti in učenja za okoli 130 otrok. Njihova vizija je: skupaj lažje rastemo. Ta odprtost, povezanost nam daje moč in tako, ko je naš moto, skupaj lažje rastemo. Gre za obsežen in sofinanciran projekt, kjer so združili trajnostne vrednote in ekološke prakse. Vključuje pa tudi uporabo lesa v velikem obsegu. To je ena izmed večjih investicij občine Muta v zadnjih letih. Skupni strošek izgradnje je znašal nekaj več kot 4,2 milijona evrov. Seveda ne smemo pozabiti pa sofinanciranja strani večjih ministrstev in pa ekosklada, in ta sofinanciranja so bila v višini 1.700.000 in še nekaj več. Sistemska ureditev prostorskih kapacitet je temeljnega pomena za izvajanje kvalitetne predšolske vzgoje. Na ministrstvu skrbimo skupaj z Zavodom za šolstvo, da je nacionalni program, torej javni program v vrtcih kakovosten, za usposabljanje in podporo vzgojiteljem in ravnateljem, da sledimo trendom v svetu. Za praznično vzdušje je poskrbel otroški pevski zbor vrtca Muta, Adi Smolar pa je skupaj z otroki zapel himno vrtca Podaj mi roko. Na koncu so otroci zapeli in zaplesali skupino Čuki. V občini Radenci aktivno razvijajo športni turizem. Pred dnevi so odprli 3 nova nogometna igrišča, tako je pri športnem centru Ivanke Serec, sedaj že 7 igrišč. 2 novi igrišči sta v športnem centru Ivanke Serec, 3. pa pri hotelu Radin Radenci. Eno veliko nogometno igrišče na travnati površini, velikosti 106x60 in pa 2 manjša igrišča velikosti 60x50. Eno je z umetno travo, eno pa z naravno travo. Igrišča gradijo v okviru športnega turizma turistične ponudbe občine Radenci. Športni turizem je ena izmed panog, ki je specifična v turizmu in daje veliko denarja in že sedaj mi naša igrišča smo uspeli tržiti približno za 100.000 evrov na leto. Ta denar potem usmerjamo v
druga društva, športna, kulturna in druga društva, tako da financiranje društev ni več iz primarnega proračuna, ampak z naše tržne dejavnosti, ki jih delamo v športnem turizmu, kar seveda posledično pomeni, da nam ostaja več denarja za osnovno dejavnost občine. Skupna vrednost investicije 3 novih igrišč je bila nekoliko manj kot 1 milijon evrov. Od tega nam je država dala 250 000 evrov, Nogometna zveza Slovenije pa 10 000 evrov. Ostalo je zagotovila občina Radenci iz proračunov v tem letu in lanskega leta. Igrišča, ki so zgrajena kakovostno, bodo lep čas služila plemenitemu namenu, tako domačim kot drugim uporabnikom. Da bomo ta mladinski nogomet imeli kot glavni cilj, seveda v tistih mesecih, ko so pa priprave, pa tudi vse ostale članske ekipe. Namenjeno vsem. Že sedaj so bile tukaj ekipe iz Avstrije, iz Nemčije, Švice, Hrvaške, nogometni klub Vardar iz Skopja in tako dalje. Športni turizem se v občini Radenci nenehno razvija in prinaša številne koristi tako domačinom kot obiskovalcem. Delamo na teh sprehajalnih poti ob Muri, predvsem da povežemo Radence z Hrastem Mota, da to sprehajalno pot uredimo, da tudi potem športniki, ki so tukaj v Radencih, imajo nekakšno pot, v kateri se da teč, sprehoditi in tako dalje, in pa seveda naši domačini, ki se tudi ukvarjajo z športom. V občini Radenci so z novimi igrišči pridobili pomembno infrastrukturo, ki bo služila tako domačim športnikom kot tudi tujim ekipam. Prihodki športnega turizma pa se vračajo v lokalno skupnost. V domu krajanov Sestrže so imeli turnir v ročnem nogometu. Zbralo se je več mladih, ki so po parih ali zase tekmovali z drugimi in se potegovali za najboljša mesta. Športno-kulturno društvo Sestrže je svojo športno sekcijo pripravilo zabaven turnir, na katerem je bilo polno mladih tekmovalk in tekmovalcev. Letos prvič je ta turnir, dobil sem idejo, zakaj pa ne bi, in vidim, da je kar odziv, tako da bomo, predvidevam, da to ohranili. Na začetku je bilo 14 ekip, a nekoliko kasneje je prišlo še več tekmovalcev in tekmovalk. Po dvojicah se igra, tako da. Ste določili kakšna pravila še dodatno, oziroma kak je zdaj to na izločanje? Ja, trenutno bo se igralo v skupinah, potem pa 2 greta naprej, potem pa gre na izločanje, ja. Sproščeni, nasmejani in pripravljeni na vse so bili tekmovalci in tekmovalke. Zelo je zabavno, moj prijatelj me je povabil v Sestrže, vsako leto imajo polno različnih dogodkov in pač seveda se rada kot prijatelja udeležimo vsega, kaj imajo. Ne. Sama sta pravzaprav bila začetnika, skoraj da brez izkušenj. Ampak pričakujemo vsaj 3. mesto, tako da ciljamo visoko. Tako kot mnogi drugi sta prišla zato, da se bodo imeli dobro. V glavnem zabava, ker mislim, da ne gre za tekmovalnost 1., 2., 3. mesto, ampak samo, da se imamo fajn. Dostikrat se dobimo, igramo kaj prijateljsko. Zdaj, če imamo turnir organiziran, zakaj ne bi prišli? Nagrade, vidimo, pokali so tukaj, ne? Bo šel kakšen domov? Definitivno. Ja, v sproščenem vzdušju, hkrati pa resno zaradi malce tekmovalnosti, je minil prvi turnir ročnega nogometa na Sestržah. V Majšperku pa so v času praznovanja občinskega praznika imeli spominski turnir v košarki 4x4, posvečen Simonu Frangežu, človeku, ki je bil za mnoge več kot le soigralec. Predtem pa so pripravili tudi odličen družinski odklop, ki je pritegnil mnogo ljudi. Športno društvo Podložje je skupaj z drugimi pripravilo 5. turnir v košarki 4x4 v spomin na Simona Frangeža. Oboževal je košarko, bil je naš član, trener košarke. 5. smo se letos tu dobili, imamo 5 ekip. Igra se košarka 4x4, igra se 2x po 7 minut. Tudi tokrat so imeli veliko obiskovalcev, marsikdo se spomni Simona. Tudi seveda ekipe iz Ptuja, Simon je bil na začetku doma iz Ptuja in imamo tradicionalno ekipo tudi njegovih prijateljev iz Ptuja, drugače pa so ekipe naših sosednjih društev. Z eno ekipo pa je prišel tudi župan Majšperka in se prav tako udeležil turnirja. Vesel, da je med občinskim praznikom bilo več športnih dogodkov, tudi ta turnir. Spominska gesta na našega žal preminulega občana, ki pa je zelo velik pečat pustil ravno na tem področju, torej košarke, na razvoju košarke v kraju, in pravzaprav ni skoraj boljšega načina, kot da se na tak način v bistvu tukaj podružimo, hkrati spomnimo
in pa v bistvu za nekaj tekmami odigranimi se malce tudi pomerimo med seboj, no vendar je tekmovalnost nekje ob strani prav tako malo prisotna. No. Sam je bil na turnirju drugič. Pravzaprav, če lahko kako prispevam še drugače, torej da zberem ekipo okoli sebe in se na ta način v bistvu pridružimo temu dogodku, je to še en način, da nismo zgolj prisotni, ampak v bistvu tudi se udeležimo v tem aktivnem smislu. Aktivno, zabavno in predvsem za družine pa je bilo na letošnjem družinskem odklopu. Letošnji je bil pravzaprav še boljši kot lanski, to je sicer subjektivno mnenje, ampak to zbiramo informacije ali pa povratne informacije tistih, ki so prišli. Je pa bil morda lažji z vidika, ker smo imeli že eno izkušnjo za sabo. Vedno je najtežje uvajati nove bodisi dogodke in podobne zadeve, no tukaj smo nekako vedeli, da smo na pravi poti, ker že lanski odzivi so bili dobri, spodbudni in pravzaprav letos smo zgolj nadgradili celotno dogajanje. Povezali so občino, šolo in vse druge sodelujoče ter pokazali veliko. Župan upa, da bo družinski odklop postal tradicionalen. Če sodim zdaj pod tem, da je to že druga izvedba in je ponovno presegla pričakovanja, menim, da ni druge poti, kot da s tem nadaljujemo, vsaj v približno takem obsegu kot doslej, kar pomeni eno petkovo popoldansko druženje za dobre 3-4 ure programa, animacij, kjer se pa res lahko zbere vsa družina od najmanjših pa do najstarejših in preživi skupaj eno prijetno popoldne. Sploh pa, ker je aktivno in pripravljeno tudi tako, da se družine med seboj lahko spoznajo in uživajo skupaj. V Rogozi pa je že pred časom zadišalo po domačem. V športnem parku Rogoza se je odvila tradicionalna rogoška noč, ki se je začela s tradicionalnim kuhanjem rogoškega lonca. V tekmovanju za najboljši rogoški lonec je sodelovalo 12 ekip. Pri kuhanju ni pomemben le okus, ampak tudi celotna kulinarična izkušnja. V loncu pa ne sme manjkati stročji fižol, goveje meso, čebula, krompir. To so tiste osnovne sestavine, vse ostalo si pa vsaka ekipa prinese sama. Nekateri nam zaupajo, drugi pa so vsako leto skrivnostni, tako da kdo ve, kaj je noter. Ekipe so navdušile z izvirno postavitvijo in dobro voljo. Obiskovalci pa so z veseljem poskušali njihove stvaritve. Da malo popestrimo ta dogodek, pa radi bi se preizkusili v kuhanju tega posebne jedine. Ponavadi delamo goleže ali pa bograče in take. Tako sem rekel, smo prvič tu. Naša skrivnost pa mislim, da bi morala ostati kar z nami. Vsako leto je več obiskovalcev in več ekip, kar kaže, da se tradicija ne samo ohranja, temveč tudi raste. Tradicija in to popestri vaško življenje in je prav, da se to enkrat na leto dogaja, da se zbirajo sredstva za nogometni klub in za to športno igrišče, park, da se nekaj v Rogozi tudi naredi. Ko je sonce zahajalo, je bilo vzdušje vse bolj živahno. Ples, petje in veselje so napolnili športni park vse do poznih večernih ur. Začeli bomo z enim lokalnim bendom, Mladino, kasneje pa pride ansambel Zakaj pa ne in pa še Kingstoni na koncu, ki bojo potem zažgali do konca. Rogoška noč pa ni samo vsakoletna prireditev. Je praznik Rogoze, kjer se srečajo sosedje, prijatelji, obiskovalci od drugod in vsi skupaj ustvarjajo nepozabne spomine. V občini Majšperk sta se odvili še 2 likovni koloniji. Ena je likovna kolonija Avtodomarjev, druga pa kolonija Haloze. V kreativnem centru Breg pa so naredili skupno razstavo, na kateri so slike udeležencev tako ene kot druge kolonije. Likovna dela skupne razstave v kreativnem centru Breg predstavljajo rezultat 4-dnevnega dela slikarjev, likovne kolonije Avtodomarjev in likovne kolonije Haloze. Vsak avtor je v bistvu nekje ustvarjal po svoji presoji, čeprav je bila motivika dana, se pravi vse za likovno kolonijo Haloze, lahko tako trdim. Tema je bila Haloze, ker smo tudi slikali na Jelovicah na Bolfenku pri domačiji Lončarič. Tematika na tej koloniji torej enaka, motivi pa se razlikujejo. Vsak posameznik se potem odloča, kaj bo izbral kot motiv, ki ga nekako pritegne, s katerim želi potem tudi nekaj povedati. Čeprav rečemo, da je v bistvu likovna govorica univerzalna govorica,
tega našega zemeljskega planeta, pa vseeno v bistvu vsako likovno delo izžareva v bistvu posameznika in tisto njegovo čutenje in razmišljanje, kaj želi z svojim delom predstaviti in povedati. Na ogled je tudi več del 10 avtorjev, ki so ustvarjali na likovni koloniji avtodomarjev. Nastajala so ena taka domišljijska, ena pa prav so izbirali krajine in so določene segmente iz narave naslikali. Na kolonijah so bili domači avtorji in umetniki iz drugih krajev. Prvič je to izziv, ker srečaš različne slikarje, je tudi učenje in seveda v največji meri druženje. Tisto, kar verjetno marsikdaj prevaga. To prevaga, zato greš, sicer bi delal doma v svojem prostoru, ampak to ni isto. Pa kar nekaj otrok je bilo, ki so prav tako pokazali svojo ustvarjalnost. Sem bila mala, sem vedno prišla iz vrtca, sem slikala in sem vedno kaj lepega naslikala in v šoli smo delali slike in mi je bilo fajn. Fajn in ti je potem tudi sodelovanje verjetno takole fajn, ne? Ko vidiš svojo sliko nekje. Ja. Avtorji in avtorice ene in druge kolonije pa so že pred razstavo imeli priložnost, da se spoznajo. Se smo tudi zadnji dan združili, tako da so vsi slikare in otroci, vsi smo skupaj delali še v kempu. Razstavljena dela v Kreativnem centru Breg pa so postavljena mešano, ne pa ločeno po kolonijah. Parkirišče ob vrtcu v Destrniku pa se je spremenilo v pravo otroško prizorišče. Tam je potekala gledališka predstava Kapitan Tantan, ki je otroke popeljala v svet domišljije, smeha in pomembnih sporočil o prometni varnosti. Predstava je bila del sodelovanja v Evropskem tednu mobilnosti, katerega cilj je ozaveščanje o trajni mobilnosti ter o pomenu varnih in prijaznih javnih površin. Da se naučijo, da je pomembno, da poslušajo odrasle, da pogledajo levo, desno, levo, dvignejo roko, da so zelo pozorni v prometu in da v prometu v bistvu nič ni za šalo. No. Otroci so bili navdušeni nad pesmicami in plesi, preko katerih so se učili osnovnih prometnih pravil. Skupaj s kapitanom Tantanom so peli, ploskali, plesali in ob tem spoznavali, zakaj je pomembno paziti nase in na druge v prometu. Naše vse predstave so zelo interaktivne. Otroci morajo ves čas sodelovati, zato da jim to še bolj, kar jih učimo, pride v kri oziroma da si to še bolj zapomnijo. Tako da in pozorni morajo biti med predstavo, zato veliko sodelujejo, veliko jih sprašujemo, pridejo kdaj pri kakšni predstavi tudi gor, naprimer pa nekaj naredijo, nam nekaj pomagajo, tako da da imajo ves čas pozornost in da si zapomnijo tisto, kar jih v bistvu hočemo naučiti. Prireditev je pritegnila veliko družin, vzgojiteljev in občanov, ki so z veseljem spremljali dogajanje. Vsekakor želimo apelirati na starše, predvsem, da uporabijo druge oblike prevoznih sredstev, predvsem kot so hoja, peš, saj želimo, da ostanejo čim bolj aktivni tudi na drugačen način. Kakšna ti je bila predstava? Super je bila. O čem pa je bila? O morju, pa ladje, pa mornarje, pa o opice. Si se mogoče kaj novega naučil? Ja, da moraš biti pazljiv pri cesti. Otroški smeh in sodelovanje sta dokazala, da so tovrstni dogodki dragoceni za skupnost. Ob tem pa se je pokazalo tudi pomembno sporočilo. Ko odpremo javne površine otrokom, ustvarimo prostor, kjer se počutijo varne, srečne in vključene. Sprejem za tiste, ki so končali srednjo šolo ali fakulteto, je zdaj v Majšperku že tradicija. Župan Sašo Kodrič in podžupan Dragomir Murko sta sprejela vsem, ki so prišli. Na seznamu tistih, ki so končali srednjo šolo ali fakulteto na eni od stopenj, je bilo 29 posameznikov iz občine Majšperk. Na sprejem k županu jih je prišlo nekaj manj. Danes na sprejemu žal ni vseh prisotnih iz takih ali drugačnih razlogov, ampak smo vendar veseli, da pa se v glavnem odzovejo in imamo tukaj priložnost, da se malce pogovorimo. Zadovoljna, da je bila na sprejemu, ki ga je ocenila kot zelo dobrega, je Leja Vidovič, ena od tistih z diplomo v žepu. Končala sem Alma Mater fakulteto za zdravstvene vede v Mariboru. Kaj pa zdaj? Zdaj sem pa zaposlena v UKC Mariboru na transfuzijski medicini. Ostaja pa še vedno doma tu v občini Majšperk? Ostajam zaenkrat še tukaj v Majšperku, sem pa se tudi na magisterij še ob službi vpisala.
Se pravi, so želje še naprej po izobraževanju, po napredovanju? Ja, res je. Še vedno ostajajo cilji odprti. Zadovoljen je tudi Peter Kropec, ki je končal fakulteto za strojništvo in je že zaposlen. Všeč mi je bila že od nekdaj fizika pa matematika, tako da strojništvo vključuje veliko tega. Ste se selili, ostajate v Majšperku? Ne, ostajam v Majšperku, sem pa bil v času študija v Mariboru. Med vsemi pa je bil tudi zlati maturant Marko Potočnik, ki je na Ptuju končal srednjo elektro- in računalniško šolo. Ja, bom šel kar naprej študirati na FERI. Potem pa jaz imam v mislih diplomo narediti, potem pa nekam delati. Trenutne neke želje so verjetno v kako smer aviacije, letalstva, take stvari. Tako župan kot podžupan sta si po uradnem delu, ko sta razdelila knjige in sončnice, vzela čas za klepet z vsemi. Da se pogovorimo, kako je potekalo šolanje, kakšni so načrti za prihodnje. Nas prav tako zanima v lokalni skupnosti, kakšni profili se bodo izoblikovali skozi šolanje, ali ostajajo v kraju povezani s krajem, tudi priložnost, da se med seboj pogovorijo in izmenjajo izkušnje. Namreč danes so bili skupaj tako tisti, ki zaključujejo srednjo šolo oziroma so jo zaključili in zdaj nadaljujejo na študiju in si morda izmenjajo izkušnje za tistimi, ki so pa že na tej stopnji. Ostaja velika želja, da se marsikdo od njih najde v lokalnem okolju. Nemogoče je seveda to vselej doseči, poti, načrti so različni, ampak vsekakor pa smo veseli, kolikor se v glavnem generacije zadržijo nekje v teh lokalnih jedrih, ker je to tisto, kar potem gradi našo skupnost naprej. In tudi zato so taki sprejemi dobrodošli, da se lahko spoznajo in navežejo ali ohranijo stike. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Bodite lepo še naprej, spremljate aktualno dogajanje na lokalec.si in mbreport.si. Toliko z moje strani za ta ponedeljkov večer. Lep preostanek slednjega in srečno.